Živijo, jaz sem Boštjan Ahvar in to je 53. epizoda podcasta Podrobnosti, tokrat celo v živo prek interneta. Z mano kot vedno na drugi strani linije slovenski podcast Mogul, Anže Tomič, kje si? Mogul. Čeprav mislim, da si se začel ponavljati. No? Aha, tega še nisem porabil. Ja, okay. Upam, da res nimaš spiska. No? Nimam v glavi, za naprej planiram. Ok, zmeden. Ja, okay. Moram te vedno presenetiti. Zakaj si živčen? Nisem zdaj, jaz mislim, da vse dela. Zdaj jaz upam, da bodo ljudje v chatroomu na aparatus.si/eter povedali, da se dejansko sliši in glede na to, da je Medog napisal, da sem slovenski Mongol. Sklevam, da saj neki ljudje nekaj slišijo. No. Okay. Tako da to je to. Drugač pa Saviča bom kiknil, no. Tako, če bo še kaj v caps locku napisal, ga bom mirno dal vrgo. Sam povem, da sem nalaž. Tokrat imamo pač v živo. Tisti, ki poslušate v živo, ful hvala, da ste uleteli na te podrobnosti live. Seveda weird zadeve, posebna edicija z pižamcem. Pižam, skje si? Evo me tle. Ok. Se pravi, se čujem, a na enem mikrofonu, vsak na svojem. Presenetil si me, ponavad počakaš do muske, pa do vsega. Zdaj pa kar tlele noter. Jaz sem ravno kar še tlele pripravljal zapiske in šel sem čez svojo debelo skripto. In zdaj si me zbegal, zdaj ne vem več, kaj bom govoril danes. Tako da res hvala Bogu. To je tako, kot bi ti bil pripravljen, da vržeš prosti met, pa bi jaz zraven prišel, pa te po desni rami potrepljal z leve strani. Bog je živijo. A veš, tako da hvala ti. Lej, če bom danes imel pur performance tele, če bom imel slab met iz igre, kriv je Bog in Ahbar, ker me je zmotil. Ja, okay. Če da bom tako natančen, kot Steven Curry, sorry, lej. Pol ti pa še dam par minut zdaj, da se malo skoncentriraš, dokler da Anže pove admin zadeve. No, bom pa dal tebi besedo, Anže. A sem še tebe presenetil? Ja, zdaj sem okay. Pom pa iztek povedal. Ja, v prejšnji epizodi v 52. epizodi smo se pogovarjali z Majo Kos, z novinarko, ki je zanimiva z vidika, da je pač prava geekica, da je zaljubljena v vesolje, v znanost, v take podobne stvari. Pogovarjali smo se o ESI, o CERN-u, o vesolju, o Marsu, o kaj smo se še pogovarjali, ni da ni. V primerjavah med filmi in med realnostjo, pa to je to. Se pravi, en tak zabaven pogovor je bil, to je bila 52. epizoda, danes pa weird zadeve, tako smo rekli s pižancem, ki sem ga malo presenetil, pa upam, da se zdaj pošteno koncentrira. Jaz se čisto koncentriram. Anže, požen. Glede na to, da je tudi na anketi, ki jo je izvedel služen strokovnjak, gladko zmagal, tako da pač vprašanje je bilo, kdo bo postregel z najboljšimi weird zadevami in pižama, zmagal si v tej anketi, tako da od tebe se danes veliko pričakuje. No pressure. Sam, da niste sprašvali, kdo je najboljši gost v weird zadevah. To je pa to, Anže, izvoli, zdaj pa upam, da si. Podcast je na mreži Aparatus, ki jo najdete na aparatus.si. Smo valjda v iTunesih, tako da če lahko date oceno tam, jo dajte, ker dejansko pomaga. Potem imamo ta Twitter account, ki ga fura naš služen strokovnjak, ki ga najdete na afna aparatus afna podrobnosti počrtaj si, pa je na Facebooku smo Aparatus.si, pa valjda nas lahko tudi podprete. Hvala unim, ki ste to že naredili. Boki danes uporablja en nov kos opreme, ki smo ga nabavili s temi sredstvi. Sprej proti švicanju v čevljih. Točno to. Valjda pa še dnevno lahko nabavite šalco, ki ful pridno grejo, v bistvu tako, še malo pa res tega ne bomo mogli več govoriti. Več informacij o tem najdete na aparatu. .si/stalca. Kaj se smiša, se vidi to romantično gledati. Ne, ker je v chatroomu en rekel, da sem rekel fafna, kar mislim, da je dosti res. Če enkrat vmes. To je ta podzavest van buta. Ja, podzavest van buta. Tako da, to mislim, da je bil admin, no, več ali manj. Okay. Koliko je že e-mail? Ja, mail je pa, se ne vem več, podrobnosti na aparatus.si.
Tako da, ja, ne. A je vmes Fafna ali ni? Fafna je vedno vmes. Okay. Ja, pa še to malo pižame je prinesel, v bistvu nagrado, ne, ki jo bo dobil človek, ki bo, a bomo kar rekli, ki bo nam najbolj cool aktiven v chatroomu. Savič te nagrade ne more dobiti, to že kar vnaprej povemo. Savič je pač ne more dobiti, ampak dejansko imamo, kaj je to pižama? Odmaševalnik dobiš. Da, pač to, kar smo imeli zmeri, to je najbolj osnovna oprema vsakega igralca PC Aventur. Okay. To je dosti res, ker je zmerno to eden od itemov. Tako da, ja, tak žepni odmaševalnik, kako to zgleda, mogoče bomo slikce objavili, mogoče ne bomo, ampak bo to videl samo on, ki ga bo dobil. Randomni ga bomo pa določili, glede na to, kaj se bo v chatroomu dogajalo. Še enkrat, Domen Savič te nagrade ne more dobiti. Tako da, to je to. Zdaj pa, ja. Zdaj, pač jaz bom rekel, da štarti muziko, čeprav uživo ne boš, pa bo muzika. Kako? Tako, ja. Zahvala, ker si to zdaj bolj napovedal. Zdaj izdajaš unim, ko bojo to poslušali pol. Ne? Ampak reč štarti zadevo. Pripravite se na muziko. Anže, štarti zadevo. To je maksimalno dober dan. Švohe. Ja, lej. Čeprav, ja, no, okay, muzičarja res nismo. Ja. Kaj drugega ne. V glavnem, kako bomo šli danes? Kdo je prvi, kdo je drugi, kdo je tretji? A gremo kamen, škarje, papir? Kako bomo šli? Ja, mi da si lahko karkoli zmislila, da ti izgubiš, to veš, ne? Ker smo skupaj v prostoru. Veš kaj, jaz po mojem še nikoli... tak, Boki Met imaš 2.18, ti si zadnji. Jaz še nikoli nisem bil zadnji, po mojem, resno. Tako da dejta vi tam... Ja, jaz lahko začnem, meni panike. Se zmeni. Meni panike. Dejta kamen, škarje, papir enkrat, ajde. Ok, ajde, no da gre, na 3, ajde. Do 1, kaj do 3, do 1. Do 1, ok, kar udarva, ok. Je zanačen oba dva papir, oba dva škarje. Jaz sem zmagal. Prvi si. Ne, prvi si zmagal. Jaz sem dal kamen, škarje. Ne, unka zgubi je prvi. Ne, unka zmaga je prvi. Bom jaz prvi. Pižama drugi. Daj videl, koga ka zmaga tekmo, pa je pa drugi. To je res. Ne vem, kaj si rekel zdaj. V glavnem, moja prva ujerd zadeva je v bistvu, to se mi je res del tako dokaj fenomenalno, ker so te ljudje, pač ta firma je meni že tako všeč, to, kar so naredili pa za Black Friday, ne. Da Black Friday je ta v bistvu festival shoppinga v Ameriki, kjer kao cela Amerika nakupuje in se zapravi nerealno enega denarja, ne. In se pač res, pač, no, take kao ugodni dili so, ki pač, če karkoli veš, sploh pa elektroniki, so te dili tako točno 3, vse ostalo je več ali manj na teg, ne. Ampak pa imaš une posnetke Američanov, ki laufajo čez vrata, ne, ko se trgovina odpre in se tepejo za PlayStatione in televizije. Ne. To je pravzaprav otvoritev Hoferja. Ja, v bistvu tako je bilo pri nas, ko so Hofer pač otvorili. Ne. In je pač res cel big deal je ta Black Friday. Ne. Pa je pa ta firma, ki je res meni full fine in šefe, eden od glavnih v tej firmi je Max Temkin. Človek, ki je v bistvu eden od avtorjev te ful popularne igre, ki ne vem, če je že kdo kdaj igral, in to je Cards Against Humanity, en ful tak fajn družabna igra, kjer v bistvu res ogabne stvari govoriš v družbi. Se imajo neko edicijo, ki so pisateli not prispevali, Gaiman med drugim. Ja, to je ful taka popularna, znana zadeva in mislim, da je tako na Amazonu že kar neki cajta pač na prvem mestu. To si mi za Božička naročil. Ne, kaj je pošnina. Koliko me ceniš, v redu? Ne, ampak je res tako. Mislim, da je tam med GIFs, pa to je že full dog cajta na prvem mestu na Amazonu. Ne? In so v bistvu naredili pa kontra Black Friday so naredili. Ne? In so dali na svoj sajt, so kar zaprli svojo štacuno, tako da v bistvu nisi mogel kupiti te igre. In so naredili v bistvu anti-Black Friday tako, da so začeli prodajati nič. Ti si lahko prišel gor in si jim lahko dal $5, ne? $5 si lahko dal in si pač kupil nič. Več ali manj. Tako, oni so sam denar dobili, niso rekli, za kaj ga bojo porabili. Pač sam, če ste prišli sem, dajte nam pač $5 in
nič ne dobiste, tega, ker je to Black Friday, vsi vam nekaj prodajajo, mi vam pa ne bomo prodali nič. Ne. In je to cel dan trajalo, in zdaj vam bom rekel, koliko denarja mislite, da so s tem dobili. To je v enem dnevu. To je ful popularna stvar, ker jaz ne poznam te zadeve. Pa ja, v bistvu je dejansko. Še v Sloveniji bilo letos, čisto so vsi kar neki pali, kot neki črni petek. Ne, dobro, to vem, ampak mislim, ta firma, da je dejansko... Ja, Cards Against Humanity je recimo na Amazonu v Ameriki na prvem mestu med, ne vem, kaj so gifts, ali tako, neka kategorija je, ali toys, ali karkoli, je dejansko na prvem mestu, ne vem, jaz bi rekel že leta zdaj, To je dejansko... So oni zbrali za nič. Ja, za nič, to se pravi po $5 so zbrali $71,145. Res, in pol so naredili, zdaj dal link tudi v chatroom, da si lahko ljudje pogledajo. Jaz sem pol na Yahooju najdel ta njihov message. So pač pol vsi povedali, kaj točno so, vsi v firmi so zapravili ta denar in so napisali, zakaj točno so ga dali. In vsak je dal neki charityju, neki so pa tako zase zapravili. In tako, neka Amy si je kupila PlayStation 4, pa je par špilov, pa si je Home Security System kupila za $300. Dajmo imeti tudi mi to tle. Nisem to študiral, zakaj prodajaš šalce? Veš, da prodajaš nič. Ja, da prodajaš nič in pol... No, pa tako, pa ona pa recimo odplačala je 1,5% svojega student loana, je dala $2,380. Če to 1,5%, to je res veliko denarja. Pa tako, pa kakšne take. Pač vsak si je res neki zase vzel, neki dol za charity, ker so ful taka firma. Oni tudi resno sponzorirali dosti teh podcastov. Enega so zdaj ful dobro sponzorirali, ker jaz redno poslušam ta Accidental Tech podcast. So v bistvu namesto sponzorskega oglasa vmes so tako naredili, da si v bistvu eden od teh, ki dela Accidental Tech podcast, John Siracusa, ki je bil tudi v aparatu enkrat, je vsakič so mu poslali en toaster oven in tako recenzira toasterje. In jih pač brutalno disa, ker so večelno vsi za nič. Res ful je dober, eden je že zrezal in je dal vse te reviewje teh toasterjev na kup in je res noro. Ker tako reče, to nič ne peče, daš kruh noter, ta je prevelik, ta je premejhan. In mislim, da so celo leto 2015 so sponzorirali Accidental Tech podcast, ta Cards Against Humanity, in so mu vsakič poslali, za vsak teden, mislim tako, takrat, ko so bili sponzor, so mu poslali en toaster, njih je res, nisem, da jih je tako, ne vem, zna pamet, ampak je 15 jezih recenziral. Oni so dejansko proper cool firma. Tako da. To je bila ta moja uvir zadeva, ki se mi je res del cool, ker ta Black Friday je res ogaben, te so šli pa res o kontrasmer. Pa so vsi valjda o njih pisali, je bil tudi ful dober promo za njih, ker je tako večina novinarjev se polobadila v bistvu z njimi, da kako prodajajo nič, vsi ostali pa prodajajo nekaj. Tako da, prva uvir zadeva, bum. $71, stari. Ja, no, pa to ni mal. Pa ker si lahko dal sam $5, eni so tako večkrat dal. Beda en rekorder, takrat so napisali en model, ki jim je dal $200 in je šel, kaj to pomeni, 40krat je šel po 5krat. To je res pijan tisti večer. Kaj bo kupil? In drug dan. Kje so zdaj te expansioni? Ne, ampak je res, jaz sem šel takrat na sajt, v bistvu, in je bilo res tako izgledalo, pač samo to si lahko naredil, lahko si jim dal $5. In je prav pisal, nič, kaj dobim za to, nič, a res ne dobim nič, nič ne dobiš, nič ne prodajamo, daj nam $5. Tako res, tako je pisalo, pač, res ful dobra fora, meni se to zdelo tako res hudo, pa oni so res cool firma. Pa še tako ena side, lahko povem, ta Max Temkin, ta še v bistvu šef firme, in naredil en post na Mediumu, kjer je v bistvu izpostavil po njegovem izboru najboljše epizode Star Trek The Next Generation. Tako da lahko kao Star Trek The Next Generation samo te dobre epizode gledaš in tako 40 delov pogledaš in si v bistvu vse videl. Sem jih šel prav gledati po tem spisku še enkrat. Ker sem... Ja. Nerd! Čudak! Ok, pižamc ti si. Ja, bom jaz tudi jezikovni čudak, kot sem ponovadi. Jaz sem danes tako namreč, da je... Kako jezik zveni, je pogojeno z okoljem, v katerem je nastal. Spravi, da je geografske in, ko bi rekel, sploh celotna danost ekosistema od temperature, od ne vem, kakšna je rastje tam okoli, kakšen je relief, pogojuje, kakšen jezik se bo razvil v danem okolju. Ker
jezik, pač govor potuje skozi zrak. Lepo imamo, se pravi, valovanje, ki potuje in se, glede na to, ali naleti na kakšne prepreke, se lažje tudi deformira. Ne? Se pravi, to je to pa. Ne? In potem imaš v pokrajinah, kjer je topleje, ne? Kjer je bolj gozdnato, pa to uporabljajo jeziki večinoma samoglasnike, se pravi O, U, ker so to glasovi, ki imajo nižje frekvence in se potem tudi še vedno, če se malo razdrobi, ostanejo dokaj razumljivi. Medtem ko pa na še goratih, bolj mrzlih terenih so pa samoglasniki, soglasniki, F, P, T, ki imajo pa visoko frekvenco in se ne izmaličijo v tem okolju. Ne, to je res. Se pravi, ker te valovi zvočni, ki grejo, se odbijajo od ovir, se pravi, ali je to gosto rastje, ali je čuden teren. In potem bolj funkcionira tisti preživel. In bolj funkcionira, potem recimo tudi vročina. Tudi vročina oddaja svoje valovanje, ki lahko vpliva na glas, na valovanje glasu. Tako da ker se te visoko frekvenčne se hitreje distorzirajo, se hitreje ničijo, so res v bolj teh idealnih pogojih, medtem ko v teh vročinskih pa gosto poraslih so pa bolj samoglasniki. Tako imaš recimo ta pacifiški otoki pa jugovzhodna Azija, imajo veliko več samoglasnikov kot soglasnikov, recimo gruziščina, kjer so gor v hribih pa vse, kjer je hladno pa kjer nimaš ravno veliko rastja, imaš pa zelo tudi te soglasniške sklope, kjer imaš po več soglasnikov skupaj in jih je pravzaprav zelo težko pa že izgovarjati, če nisi tam native speaker. Tako da so pa do te teorije prišli tako, oziroma ker so tudi že leta 1975 je en biolog opazil, da ptiči, da iste sorte, če je bolj gozdnat teren, pa to, da grejo z nižjimi frekvencami pojejo. Če so pa odprti prostori, oziroma bolj da ni toliko zaraslo, pa v višjih frekvencah. Tako da to je, ste pa logično, če gledaš, če je gorenščina, gor v hribu, kaj je ga zdal, Veš, primorci pa dol, pa potegnejo, pa vse. Če kažeš pa za nas Korošci, rekel, ko rečemo, sem šel na njivo, poprijem pol domu. Sej veš, kaj pravim za Korošce. Vi tako pojoče govorite, zato imate čisto razrite ceste, pa vas skozi ruko. Čeprav doktor Mare je rekel v četu, hvala Mare, ker si dal že spet ta nickname, da to ni res. Ni res. Ja, samo vem. Mare je rekel, da ni res. Tako da deal with it. To ni nič res. Citiram ga. Tako da debunkan si bil. Uživo si bil debunkan. Hvala, Mare. Ja, tako da, je pa dobro, da imamo. Tako da, zdaj 5 minut. Drugič prej povej. Se je prej povedal, da sem zvezal na štih. Tako da sem počakal, da poveš do konca vsta bullshit in potem povem. Ti hotel samo zavesti zbiči. Ja, tako je. Celo linke je dal noter, tako da odlično. Okay. Super, evo, bomo dali link in bomo videli, kako so mene naplahtali. Jaz samo upam, da 20,000 evrov bom dobil, sem nakazal 5 ur. To pa dobiš, to pa vse dobiš. Sploh oni iz Nigerije, oni zmeraj dajo denar. To je super, zdaj uživo, ker če ne bi krivo vero trusili. Ja, sam bi jo res ne. To se pravi, zdaj pa. Zdaj sem jaz. Tako je. Zdaj pa ne en drug pride, pa debanka njega. Evo, zdaj pa to debankite. Zdaj pa v bistvu boste mogli debankati Anžeta. Zato, ker to Anžet to sti nekako v bistvu na net spravo, ker berem pač link iz Mladine. Sicer sem to sledil že prek enih drugih virov, pač na netu, iz nekih ameriških ali angliških internetnih strani, v glavnem da so v Odesi, v ukrajinski Odesi, iz Leninovega kipa predelali kip v Darth Vaderja. In sicer pred časom se je že ta negativc iz Vojne zvezd probal potegovati za predsednika Ukrajine.
zdaj pa so potem zaradi spremembe zakona v Ukrajini, kjer ne delujejo več kipov bivše Sovjetske zveze in rekel, ikon iz Sovjetske zveze, so se odločili ta kip Lenina spremeniti v Darth Vaderja. Tako da je to en tak, čakam, dal link noter, res zanimiv kip, ki pa ima še eno posebnost, in sicer v svoji čeladi ima noter tudi Wi-Fi router, tako da kadar si v bližini tega kipa, lahko imaš free Wi-Fi in lahko surfaš, ko hočeš. Ne? A ja, dejansko si dal moj članek. Dejansko sem na koncu tvojega zbral, v slovenščini je, zakaj pa ne. Ja, Darth Vader te dol gleda prav, use the Wi-Fi. Ne, ful je, ta zgodba, jaz to res temu ful sledim. To urednik pač tega prvega dela Mladine, ki so bolj take te dnevne novice, je tudi full fan pač Dartha Vaderja, pa to ne. Je pač podpira to moje udejstvovanje, da čim se ta model v Ukrajini pojavi, ne, da lahko napišem pač članek. Ne. Tako da ja, ta je dosti zanimiv lik. No. Ja, čeprav ti si mi poslal pol še zraven kar nekaj dodatnih linkov, ne, v bistvu, da ni aktiven samo, Darth Vader nisi aktiven samo pri tem, da je pač dobil svoj kip, ne, on dejansko je to en model, ki je v preteklosti tudi se skušal pojaviti oziroma prijaviti na volitve, a ne? Ne, mu je potem uspelo na koncu ali ne se prijaviti, to nisem potem... Ja, odvisen na kere, ne, za predsedniške je bil kot kandidat Piratske stranke, parkrat je probal pa že za župana Odese, ne? Ker vse se to v Odesi dogaja, for some reason. Ja. Je pa tudi aktiven v Islandiji, ne? Kjer je pa so uspeli z pač prebivalci Reykjavika so uspeli spremeniti eno od imena ulic v Darth Vader Street oziroma Črne glava. Ne? Ja. Tako kot bi direktno prevedel njegovo ime v islandščini. Ja, tako je. To je ta lingvist. Tako da ja, imperij ker so odprta, veš, ker so odprta področja in je pa več soglasnikov. Če sem si izkopal luknjo, si jom do konca. Zakaj bi se ven? Ampak ful mi je dobro, ker to, če ni chatrooma, to ne bi v life zvedel. Tako da ja, no, pa to lik se mi zdi, da je pasala ta vir zadeva, glede na to, da zdaj počas pride film v novi Star Warsa, ne. Jaz ne vem, kdo kaj napaljen ali ne. Ja, glede na to, da smo včeraj snemali glave, ne, ki pridejo jutri ven, oziroma če to poslušate, so že odzuni, ne, smo se 1 uro pogovarjali samo o tem, koliko smo napaljeni. Sašo pa že sta se pogovarjala, jaz sem kimal. Pižama je bolj kimal zraven. No. Pa sem rekel, dajte mir s tem Lil Dickyjem, prosim. Zdaj imamo novega reperja, Boki, ti ga moramo predstaviti, či se hodi. Novega reperja? Ja, en čisto hod reper. Kdo je nov reper? Boš pa zvedel. Jaz sem šel malo gledati, da bo Boki to, ne, da bo o tem govoril, kje imamo povsod še te kipe. Ne? Vedel sem, da imamo Bruce Lee v Mostarju. Ne? Ja, in sem pogledal, da v Srbiji so čisto nori na te neke zvezdnike. V Srbiji imaš kip Boba Marleya, potem imaš kip Johnnyja Deppa, ki ga je Kusturica dal postaviti za svoj festival. A ni kao, da je bolj fair, če si že mrtev, da pol dobiš kip. Pa še Silvestra Stallone imajo v Beogradu. Aha. To pa vem, ja. Oni so čisto, Boki tebe pa mogoče kje na Kitajskem da kip, ker zdaj imajo recimo že in Shakila in Kobija imajo. Že imajo. Čeprav, pa glede na klube, jo prej Vujo tam postavili. Čez gledal je vse Lakers, pa dal skozi zgodovino. Ja, ne vem. A bojo tam po Trajanemi kje tvojega postavili? Tam bi pasal en pižam z teko po avtocesti. Ta je bila vrhunska, drugače. V obliki velikega krofa. Ne, tako. V Šenčurju, kjer je naš že igral, imajo spomenik krompirju. Ja, Igorju. Krompir Igor. Ima svoj spomenik. Spomenik krompir, dejansko v obliki krompirja spomenik. Že sploh ne, kako zgleda. Ne ve kaj, je pa spomenik krompirju Igorju. To je ful neka znana sorta, zakaj jaz to vem. Si grož. Ja, ki sem 4 leta tam bil. Se to Pavič lahko več pove.
Bo Paviča vprašal, ker zdaj tam špila, ne, Pava zih ve. Ja, Pava bo lahko povedal, zih je vsak dan zvečer krompirje. Kdo je zdaj spet na vrsti? Jaz sem, ne? Mislim, da sem jaz. Okay. Ta je pa taka moja mal teki, ampak se mi je zdela pač dokaj fascinantna. Google ima te samovozeče avtomobile, ne? Ki se vozijo tam po Mountain Viewju, kjer je pač headquarters, ne? Tako kot imamo mi aparatus World Headquarters, ga ima tudi Google. Ne? Ja, le, kopirajo. Kopirajo, vsi nas kopirajo. Tako da je pač, se je ta en avto vozil tam, ne? Pač, zdaj ne vem, kako to rečeš, ja, vozil se je pač ta self-driving car, ne? In ga je policaj ustavil. Ampak zaradi tega, ki je vozil prepočas, ne? Ker te lahko tudi ustavijo, ker je vozil v bistvu 24 mil na uro, ne, v pač coni za 35 mil na uro. Ne. In ga je dejansko popisal, pa ki je videl, da je Google self-driving car, ne, je pač upozoril na to te iz Google, ki so ga pač so to nadzirali. Ne. Ampak je pol Google rekel, da so še zmeraj ful ponosni, ker nikoli v bistvu niso dobili kazni. Ne. Dejansko so zmeraj bili prepočas ali pa so se vozili po predpisih. Tako da ja, pač sam tako ful se mi je zdaj fascinantno, ker to zmeraj mislimo, ja, to je nek eksperiment od Google, to se bo dogajalo, ne vem, čez 15 let bojo te avtomobili, ne. Pa v bistvu vidi, da se to res tam že tako po ulicah policaji jih ustavljajo. Tako, no, to se mi zdi tako, dosti cool. No. Danes sem prav en tweet od nekoga, ki je rekel, veste, kaj smo se zajebali pred 10 leti, če bi Microsoft delal avtomobile, kako pa mogel se zapeljati k robu pa počakati, da restarta avto. To se je danes zgodilo z Android avtom. A povem še eno glede teh Google. Ja. Veš te Google avti, pač to, ko se zdaj v tem menijo. Veš tisti, ko pač vozijo počas, pa ko so delali ta Google Maps, ko so dejansko vsa mesta prečesali, pa jih slikali za 3D, za kaj je 3D Google Maps ali kaj je že, ne? Ja, a lahko se to prestrijo, da nam pozabo. Zdaj imaš Street View, si lahko naštimaš, da gledaš skozi pilotsko kabino Millennium Falcona. What? Ja, res, to so danes sem videl. Okay. Ja, ko smo želi, pom pa še toliko, ko smo jih pri Star Warsih, ja, kdo je napisal, jih malo prej tule v četu, da je njih kar gledal, Sebac, ali sprav vidim, rabimo čala, ali Sebao, da je lihkar gledal 6 delov. Ja, jaz sem jih tudi lihkar smo jih gledali z Anko, vseh 6 delov, enega mama še in ja, prvi 3 deli so disaster, itak sem to vedel, se nisem prvič gledal. Ja. Sem zadnji ta starejši, ta stari 3 filmi, ko so 4, 5, 6 so pa dojaja, res je dobro. Ja, mislim, ja. Še zdaj mi je to vrhunsko gledati, prav napalo sem se, prav uno... Ja, sej, težko ostaneš ravnodušen. Ja, ful dobro, no, tako da ko mi čakam, da grem pol naslednji teden ta pogled na noga. Veš, kako pravijo, ne, kako prav Lord Eddard of Stark, ne, v unmu memu, brace yourselves, disappointment is coming. A misliš, jo, ej... Ne, imamo še malo real-time feedbacka v chatroomu, da Papsel je napisal na spomeniku, je upodobljena Marija Terezija, posvečen pa je krompirju, ki ga je pripeljala krancem. To je očitno za Šenčur. To je ena stvar. Ja. Se pravi, ni roka, ki drži krompir. No. Ja, veš kaj je ena teorija tega, kaj pomeni imeti krompir, iz kje izhaja ta frazem? Da imaš kao srečo. Ne? Ja, to, da imaš srečo, ker so kranci, ne, in Slovenci smo bili malo nezaupljivi do tega krompirja, ki je Dunajska oblast reka. Pa zdaj spet pravim, to so pač neke zgodbe, ki krožijo okoli, pa sem jih slišal tudi od ljudi, ki se ukvarjajo z jezikom, mogoče bo Mare pa povedal, da to je pa spet en load of bullshit. Ampak je pa luštna zgodbica. V glavnem Slovenci, ne, ker smo pač nismo navajeni na nove stvari, kot je recimo poroka istospolnih partnerjev ali pa kaj tazga, ne, tudi do krompirja bili nezaupljivi in so ga malo ven metal, ne, po noč. In so potem morali prav vojsko poslati, da je stražila polja, ne, in zdaj, če si bil vojak, ne, pa da te niso poslali nekam v eno vojno, nekam daleč na meje, ampak si moral iti v Slovenijo stražiti krompir, si imel krompir. Okay. Lepa. To make sense. Mare pravi, to sem tudi jaz slišal od Nine Dobisnice za Habsburško monarhijo. Tako da, to je zdaj, potrjuje. Fact. To je to.
povej še. Street view zgodbico. Ja, tako bom rekel, lej, zdaj, pač, da ne bom užalil enega svojega igralca iz reprezentance, naj bo to neimenovan Fante. Ampak dejansko, če ti greš v Ljubljani, pač če greš ti na Google Maps in v Ljubljani najdeš njegovo ulico oziroma njegovo hišo in pogledaš s tistim Google Mapsom na njegovo dvorišče, vidiš tega modela, ko pred bajto hodi v gatah. A to res se? To je pa, ne da je res, ampak je... Bo v zapiskih. Tako rečejo Kranjčani, na mt. Na mt. Ja. Wow. Tako da pejte prečesati Ljubljana, pa glede na to, da je Kranjčan, ne? Visokega, bivšega, pa tudi sedanjega bivšega reprezentanta, ki hodi okoli bajte v boksercah oziroma v gatah. A to veš, da je v Google dobil ful nekih pritožb iz Slovenije, da za popravo fotografij pa to? Ja, ker so imeli grde, ker je bajta grdo zgledala. A da nehi, no? Ne, pa ker niso imeli pograbljenega listja, pa spucanih okon. Jaz sem to slišal kot fakt. Ti se norca delaš? Ja, jaz se norca delam. Ti se norca, jaz sem slišal, da je dejansko folk fulo bolevo, o moj bog, kako moja bajta zgleda. Ja, mislim, ne če so se Google pritožvali, ampak je to vam prišlo, tako ja, pri nas je pa vse umazan. Pa klik, da on so slikali, ker nimamo pospravljen. Ja, ta scena, res, no, jaz sem to res slišal. Jaz se norca delam. A kdo v četu ve, če je to fakt? Mare, povej, če je to fakt, ja. Tako da, lepa še en real-time feedback iz chatrooma, Trcizel, čakaj, to moram najti nazaj, je lepo napisal Star Wars filmi od najboljšega do najslabšemu in je v bistvu... Petka najboljši? 5, 4, 6, 3, 1, 2. Čeprav 1 pa 2 zaradi mene mi je dosti vseeno. Ja. Lahko obračaš, ko krčeš. No. 3 še nekako priznam, da je gledljiva na vsake, če mi žiš malo. Jaz ne vem. Ampak ja, tako da to je še ta feedback. No. Kdo je zdaj? Pižamc sta druga. Potem bom še eno znanstveno teorijo, ki sem jo bral na uni strani, kjer je bila ta prejšnja, jo bom zavrgel in bom nekaj... Marega je čist prestrašen. Čist me je. Mare, zjebo si ga. Bom šel zdaj, že tako sem parkrat bil tam, tako malo sem ničal, ampak zdaj bom res triple checkal, obljubim. Bom pa eno drugo, ki je pa potrjena in sicer, da je ameriška ambasada leta 1959, ameriška ambasada v Katmanduju, je izdala okrožnico, ki pravzaprav ureja gorske ekspedicije v Nepalu v povezavi z Yetijem. Čakaj, lahko še enkrat poveš, kaj je. Se pravi, dali so okrožnico, ameriška ambasada v Katmanduju je izdala okrožnico pač s pravili ekspedicij, ki iščejo Yetije. Tako da in not je bilo, da se pravi pred ekspedicijo, pred iskanjem Yetija je treba dobiti, je treba plačati pristojbino, 5000 rupij, kar je bilo tam $77 takrat in to je treba plačati nepalski vladi. Potem lovci lahko fotografirajo ali ujamejo Yetija, ampak ne smejo ga pa streljati nanj ali ubiti, razen v samoobrambi. In morajo vse fotografije, ki bi jih posneli, te živali oziroma bitja jih morajo predati nepalski vladi in pa se pravi, kakršnokoli dokaz bi imeli, da je Yeti resničen, morajo predati vladi. To jaz mislim, da je bil pač to en tak fin način, kako majhen več keša od folka ven. Ja, potegam. A vi kažete pa na Yeti, dajte še 5000 rupij. Ja, ampak Yeti... Kje to išče? Nepal. Prav ne, je tam, mislim, ni Yeti tako kao posod več, ali manj, kjer je mrzlo. Gor ga videvajo, kao po Himalaji. Recimo, tam Yetija v tej knjigi Jagnje, ki govori o The Gospel According to Beef, Jesus' childhood friend, Jezus najde tam, ki gre iskat, ki išče samega sebe, tam v 20-ih, ta obdobje, ki ga ni v Svetem pismu, gre Jezus med drugim tudi v Nepal, ki tam živi eno teh 3 modrecev, ki so ga obiskali v jaslih in mu potem tam sreča zadnjega Yetija. In se še nekaj spoprijateljita, pa to. A ni Yeti bolj recimo Azija, pa ta del, pol tam Amerika, tam je pa Sasquatch, Bigfoota, ne? Samo ni bel, Yeti je bel, ne? Ja, lej, to je pa prilagojenje, veš, okolju. Tudi recimo v Ameriki, ki je bolj nižje, se oglaša, gor v Himalaji pa
Okay, sem jih hotel reči, da ukradel si mi. Je pa ena super knjiga še, se dobro povedati, tako jo zmeri reklamiram, od Toma Kočarja, Zmaji so, izdana pod psevdonimom Dr. Dokinel Thomas in tam noter imaš švicarskega doktorja Vajratherja, ki lovi jetija, oziroma ga je ujel v Himalaji in more priti do njega, ker so jeti naravni prevajalci za zmaje, da bo lahko potem komuniciral z zmaji. Okay, imamo malo real-time feedbacka, moram povedati. Seba je že spet napisal plot twist, nekdo hodi z legitimno šalico v Himalaji. Če tega najdejo, vsaka čast. Potem je Savič dal nam definicijo jetija, in je dejansko v Nepalu kao mountain mentor. Tako da očitno je Nepal prav ta njegov dom. Potem pa obstaja tudi ruska verzija jetija, kot pač čisto vsake druge mitične živali. Zdaj, mogoče je to res. Se ima tudi ime. Kdo, kaj? Vitalij Nosov. What? Okay, pa... Ne bi smel. Zdaj pa, mislim, da ima jeti večja stopala. Okay, pa rad bi se opravičil, ker morda me Savič ne trola in si ni dal nika Lenart K in ne mogoče to res Lenart Kučič. Tako da, ne vem, toliko sem že Saviča obenil danes, da ne vem več, kjer je kjer. Tako da, cool, lepa. To sem še hotel reči, zdaj ko slik te azijske države omenil. Na Twitter accountu What the F Facts sem videl, zdaj če to res ali ne, piše: In Thailand, police officers who are caught breaking minor laws are forced to wear Hello Kitty armbands for a few days. Sam to je tam, Hello Kitty, ne vem, če je to sploh kazen tam. Slabo, ja. Je to tam slabo, to Hello Kitty. Meni se ga pa veš otroci, ga ful napadajo, pa veš kakšne. Ja, ne vem. Centrifuzija se hoče fotkati z njim. Je Tamara menšan. Kdo je zdaj? Boki. Jaz sem. Te bom rekel, sta kaj lačna? To je prvo vprašanje. Ja, ker Anženi čist neč postregel. Ja. Okay. Še voda sem si moral samit natočiti. Okay. A si predstavljate, da bi vama zdaj jaz postregel z prazgodovinskim virom beljakovin in hkrati hrano priložnosti? Žuželke. Lahko imamo več o tem. Slovenski projekt Zoik Bar, ne vem, če ste slišali, se je odločil, da bo probal narediti beljakovinske tablice iz žuželk. Zdaj pa poslušaj to. Le-te vsebuje 2x več beljakovin in več železa kot govedina, več omega-3 in 6 maščobnih kislin kot losos, 2x več kalcija kot mleko. Pri njej se ne uporablja antibiotikov ali drugih snovi, prav tako je okolju prijazna, zavzame 10krat manj prostora in porabi 100krat manj vode. Žuželke bolj učinkovito pretvorijo krmo v beljakovine in ne proizvajajo toplogrednih plinov. Beljakovine niso procesirane ali obdelane. Zakaj še nimate tega produkta? Jaz bom prej rekel, če se naredil tako reklamo, zakaj še niso dali za sponzorstvo. Glede na to, da so zdaj ful dobili na unmu na tečaju, mislim, da lahko dajo ne 5 jurjev za aparatu zdaj, ker smo jih omenili. Lej, se to nikoli ne reče nikoli, razumeš, treba podpirati slovenske domače mlade firme. Ne? Ja, ki delujejo in ideje. Ne, itak te žužki so že neki cajt, tako počas ratujejo in ne. Ja. Prednost tega je mogoče to, ker so zmleti, ki jih ne vidiš. Mislim. Saj, to sem jaz sem to zmeran tako razumel, da pač škampine, to je to pač. Ja. Škamp je podvoden ščurk. Pač. Da je pod vodo, ne? Okay. Bolj fancy zgleda na pici, kot ščurk. In v pico, in 4-letni čas je ščurkom. Ja, vem, jaz sem na eni točki, ne vem, jaz mislim, da je to že spet sam ta, zdaj bom nekaj rekel, ne veš, oni Korejci, pač pse jejo, ne. Jaz ne vem, koliko sem lahko, če to tam vsi, jaz ne vem, kje je tam, jaz ne vem, kje je tam meja, ne. Sama veš, kje je ta meja, recimo za tebe, kaj pa za njega Korejca, ko gre v restauracijo, pa si psa naroči, veš, kje je pa za njega meja? Se to pravi, jaz ne vem, kaj je baluje. A kdo od dva je že jedel žuželke? Jaz sem jedel kobilce. Nenamerno. Jaz sem bil nenamerno. Okay, vsako noč požremo 20 pajkov, še en mit, ki je debankan. Ja, to ni res. Ja. Ja. Ne, jaz sem jedel kobilce. V tabornikih. Cvrte kobilce. Spomniš okusa mogoče? Pa ne vem, če odsvreš stari, tak samo nole. Jaz sem jedel mokarje, te ličinke mokarjev. Ja, ličinke mokarjev, v tempuri tudi pečenje.
zanimivo. Tako, razen pa malo zopranje, če malo iz tempure vam pogledam, glihune nožice na jeziku začutiš. To je pa malo tako, kaj je bilo zdaj to? Neki mi gomazi po jeziku, a je to slučajno iz Matrixa, ki ti noč zleze v grlo. Ja, valjda, ja. Ne, samo ga dali usta. Ne, samo tako, veš, a če so šest, nek je. Ne, se ti zdi, kao ni big deal, kao, ja, se spomnim, ko sem vedno gledal tisto Fear Factor, veš, kaj bilo včasih po televiziji, ko so vedno jedli v žuželke, pa to, da se mogli... Jaz poznam sam Fear Factor in Metal Band. Jaz tudi. Ta Fear Factor, ko so imeli pač... Ali to Rogan vodo, ne? Ja, Rogan je to vodo, ja, ko so imeli pač, ne vem, pride, ne vem, na pamet govorim, 5 ljudi in vedno imajo eno nalogo in pač počasi odpadajo tisti, ki ne morejo te določene naloge narediti. In ponavadi je vedno bilo, da so mogli neki ali pojesti ali popiti. In so vedno imeli neke ščurke, žuželke, ne vem, metulje, kobilice, živo, mrtvo, zmiksano v šejku, kakorkoli že, ne. Pa se mi zdi, da tek po televiziji gledaš, si še rečeš, majde, dej pojej tega ščurka, kaj je, veš, ampak ko dejansko, po mojem, imaš v roki tistega, veš, to je malo drugače, da vidiš tisto žival pred sabo, ni toliko simplo. Je pa vse uno mindset, veš, koliko imaš ti v glavi, enemu dejansko ni to problem, en pa ne more, en pa rajško rekel, da to da skozi usta, veš. Tako da je predvsej odvisno, kako si to prej predstavljaš. Ja, škaj, tudi zanimivo je to mogoče, zdaj, če že žuželke omenjamo, ne, žuželke so pravzaprav največkrat tiste živali, ki se jih ljudje bojimo, oziroma mogoče ne toliko bojimo, ampak imamo glih ta gravš faktor. Ja, ful. Smo malo od njih in zakaj? In krat smo se to pogovarjali z neko biologinjo in rekla pač, da je to čisto logično zaradi njihove taksonomske različnosti, ne? Ker so vse neke te druge živali, ki so, veš, sesalci, to tudi recimo pa kuščari, pa karkoli je, ima neko podobno zgradbo, kot mi. Ne? Se pravi, imaš glavo, trup, štir, okončine, ne, tle so pa čist neki drug svet je pravzaprav, ne, vidiš tiste členjene nožice, hitinjača, tipalke in vse, in da je že to pravzaprav, ker nam tako tuje deluje, ne. Se tudi, če gledaš, palka imaš kakšne te pošasti v vesolju, pa to ponovadi zelo imajo rade te neke žuželčje lastnosti, noter kje, vsaj v delu morfologije. To je dosti res, v bistvu, Ja. Jaz to zmeram prijem nazaj do kozic pa do škampov. Jaz sem šel malo gledati, sem najdel nekaj spisek receptov z žuželkami in bom samo imena povedal v angleščino, sicer ampak se tako lepo. Chocolate chirp cookies, BLT sandwich, ginger cricket sweets, pa imaš scaramel apples, grasshopper kebabs, to se sounds delicious. Banana warm bread. To se nekaj sliši, kar bi jedel na dan mrtvih. And tacos. And tacos, to se tudi doje. Čakaj, ta zadnja. Deep fried tarantula. Kaj si rekel, tacos? Tacosi. Mravlji tacosi. Aha. In pa greš, kaj je huda mravljica, ti si bika, ampak kaj boš pa zdaj? Čakaj, si pa še zadnjo rekel, tarantula? Ja, deep fried, se pravi cvrta, tarantela. A nima full dlake tarantula? Ja, se jih očitno prej, pujsi imajo tudi full dlak. Pa jih pa te ščetine dol poberajo preden jih. Ja. Ampak se vidim, ne, se kako je. A celo zmrzne tarantele, ne? A še celo opis, kjere vrste, se pravi, mora biti odrasla tarantela, ali pa Texas Brown, ali pa Chilean Rose, ali pa kaj podobnega. Še na izbiro več. Okay, ja. To je tako, veš, zdaj, ko greš kupovati jajca, ko imaš talnareja, neki vmes, pa tam, ki so v kletkah. Skoro da je še zmer kasetna reja, veš, kaj že ni dve, ne vem, CD reja, ali pa flash reja. USB flash reja, ta je lepa. Ja, ne vem, mislim, iskren, jaz bi jedel to več, ali manj, ne vem, če mi je Čak, o čem zdaj govoriš? O tem, kar vam povedal? Ne, pa žuželke, nekaj. Ja, sedi, mislim, ne vem. Ker na eni točki, če je dober, je dober. Če jemo te neke žleze, priželce, pa to, zakaj pa ne vem, to proba. Ja, res, glih to, sam ponovati mora biti malo zamaskirano, da ni glih. Ja, da ne vidiš, ja. Živaj, sem paličnjak. Sem že to enih stvari jedel, ki jih v lifeu mislil, da ne bi bilo pač dobro pripravljen. Ali vam, lahko nehamo s temi vampi. Kaj vampi? Jaz sem vampe že jedel. Ti si meni še dolžen, da priješ enkrat vampe jesti na korup. Ne, prej bo prišel k moji tašči. To je, Spotoma, najprej pri nas, pa še do tebe, imamo turnejo. Vampi turnejo. Vamp turneja. Pa še napota zraven pokličemo, kaj fan pa je. Ja. A je lahko vamp turneja sa title?
To je pravzaprav kjerkoli pot, na kjer grem jaz. Zdaj smo pogruntali, vsak moj rojsten dan je okrogla obletnica. Ok, lepa. Ampak ja, vam turneja. Ja. Lenart je napisal, pižama reče, v narekovajih vam turneja. Drugač pa, kdo je? Ja, sem jaz, smo že na okol, ne? Tebe čakamo, ja. Smo že na 45, čakaj. Jaz imam, kje ga imam zdaj? Moj bog, zdaj imam toliko enih stvari odprtih. Aha, pa sem to pa eno, ki sem jaz dela, pa no, mislim, ne vem, kako to narediš, ampak okay. To se pravi, fotor in sin sta delala v New Yorku v eni restauraciji, Twin Trees 2 restaurant v Syracusu, ne, in sta tam zdaj pa, da bom to prav povedal, ne, februarja do 21. novembra letos, ne, sta kradla chicken wingse. Ne? Kradla sta chicken wingse. In sta naredila ena velika krila iz njih in poletela kot ikar proti soncu. In potem se je barbecue sos dol stopil in so razpadla in sta strmoglavila. Ne, pač, A si pil kavo ali nisi? Ker si škoda, si spil full kave. Čistna. Ne, on je sam pršel je glik z nastopa, pa je zmerom nahajpan. Od februarja do 21. novembra sta pač kradla chicken wingse, ne? Perutničke se reče. Perutničke. In sta jih potem prodajala v svojem side businessu. To je meni že vrhunsko. To se sliši tako, veš, kot folk prenese v javni upravi, ki nos dan pisarniške. Pripomočke, ja. Kje je bilo to, Anže? V Syracusu v New Yorku, ampak to še ni. Meni je bolj ta podatek, mi je pa res tako, sem rekel, holy mother of God. To se pravi, fotor je star 56 let, Paul Rojek, pa njegov 33-letni sin Joshua Rojek, ne. V tem cajtu se pravi tukaj februar, marc, april, maj, juni, julij, august, september, oktober, 10 mesecih, ne, to bi lahko prej izračunal. Ja, me je sram, da sem šel to delati. Pa še tako po prstih so vse. V glavnem sta nakradla za leto cifra. To je bilo kao te 75,230. Ne, ampak 41 dolarjev stari. Je bila vrednost perutničke, ki ste jih nakradla 10 mesecev. Wow. To je pa denar, ne. Da, to je orang plača. 500 evrov na mesec. Ne? Ja, več ali manj. Ja. To je 400, ja. To je denar, no. Več ali manj. No. Tako, ni. Ampak si mi res del fascinantno, da tam delaš toliko cajta. Se pa s taksijem peleš, pa bom lahko danes v perutničkah plačam. Ja, in sta imela nek side business in to je to. Ne. Tako da ta se mi je res delal. There's always money in chicken wing stand. Tako da ja, no. Dober biznis, mislim, dokler te ne dobijo, no. Ja, ok. Aha, evo, Lenart je tudi najdel the father and son build about 41,000 worth of chicken wings. Tako da... Anže, mislim, pižamo, pa je prebijaš skozi mikrofon. Zdaj malo bolj na glas, ker sem jaz game odvignil, da imam lepši posnetek, bom malo ga zmanjšal. No. Okay. Ampak ja, ok. Startup ideja je napisal. Ta je bila huda, ja, ta je bila huda. Zaposli se, kje imajo pa nas dobre perutničke? V Makalonci. V Makalonci imajo dobre perutničke, se zaposliš v Makalonci in redno kradeš perutničke. Pa jih pa prodajaš na štantu, na Prešercu, ja, točno to se rado reče. Skrb skrali ulice. Ja, ful zraven unga modela, ki na harmonika igra, ki je nesraven. Ja, okay. Kaj je nesramen ali kaj? A ne veš tega? En model v Narodni noši sedi. Ampak tako z narobnim klubukom, vse narobe. Vse narobe, sedi pač na Prešercu in je tako res nesramen človek. Ne vem, kako to drugače reči. No. Pa slab muskontar. Pa zelo slab muskontar, ja. Čakaj, zakaj, mislim, kaj ga naredi nesramnega? No? Osornost in zadirčnost do mimoidočih. Ja. A on pa, mislim, pričakuje, da bo, mislim, ne vem, no, da bo kdo kaj dal, če pa... Turisti ne vejo, ne? Turisti mislijo, da je to nek človek v urle 5 v četrumu pravi, da zdaj ima lučke na kufru. Ta četrum, to je to, hvala, ker sodelujete, meni je to dobro. Ja, dejansko zelo očitno, pa pol je imel kar kao, da se ga ne sme slikati pa snemati. Kao, ne. Posnetek je, ko sem imel neki, kaj ste, društvo, Združenje srpskih kulturnih društev. Ja, neki ta. Je kar napadal tam mene. Ja, tam je nekih je žalov, pa tako, ja. Do slabo. Še en nickname, ki ga ne znam reči, je real-time feedback. Una dolenska legenda s 3 vižami. Ja, no, in vse 3 zvenijo isto. Ja, slab človek. No. Pa zanimivo, ne, ker ravno omenjamo meh.
Okay. Pa Muskonter, ker jaz pa imam ravno na to vižo. Tretji fakt. Odlično. Veš, kaj ponovadi rečemo, ta muska je pa za en drek. Ja. Ja. Se pravi, če je toplo, pa nizko. Ne, če pa mrzi, pa. Ravno to, namreč obstaja glasbena, ne smer, glasbena smer, ki se reče zvrst flatulizem. Okay. A to, čak, zdaj uno pod pajsko? Ne pod pajsko. Namreč gre za človeka, ki mu je bilo ime Joseph Pujol, ki je živel od 1857 pa do leta 1945 in je dobil vzdevek Le Petmen, kar je... Little known fact, njegov vnuk igra za Barco, oziroma je igral. Aha. Ja, Pujol pač ta. Res, ok. Zmislil sem se, to zmislil. Sam Pujol sem slišal. Pač. In je v glavnem... Jaz sem tudi prvo to poštudiral, pa sem pa mislil, Mogoče pa. Okay. Imel je izjemno kontrolo abdominalnih mišic in je znal prdeti na ukaz svoj in je iz tega naredil velik biznis in je nastopal po kabarejih, tudi v Moulin Rouge, mislim, da je nastopal prav. Ampak je bilo tako, ni prdel kot pač to, da bi prdel pač zdaj, da bi ga napenjal, ampak je znal zajet zrak, zriti to, kar je širt in potem ga ven potisati. Tako pa bi že kakor kafej, kašriganje, nek naniš. Samo da je on to delal z... Probi še prndno. Tako da ja, in je bil hit tistega časa recimo in je imel O Sole Mio, Marseljezo je recimo, Marseljezo je igral na okarino, tako da je dal na okarino en cev, gumijasto, drug konec cevi je dal tja, kjer pri črevesu posije sonce, in je igral na okarino. Tako da, Anže, uživaj. Kaj je to okarina? Uživaj naslednjič, ko boš Zeldo igral. Se glih hotel reči, če bi Zeldo igral, Boki bi vedel. To je v bistvu en tak inštrument. Piščal, v bistvu. Piščal, glinen, mislim, da je pa tako ovalno. Ovalna je pa so lukne gor, no. Tako da ja. Pa Nick... vem, ok, ja, je valjda. Ja, pa Nick Bass, komentar na tvojo weird zadeva, oh my god, pižama, behave. Ja, in recimo, potem so ga leta 1994, so ga tem odgovorni v Moulin Rouge, so ga tožili, ker je nekemu prijatelju pomagal in je izven nastopal, tam in je 3000 frankov bil, potem sem zaračunal, ker je pač nastopil drugje. In potem je pa se upokojil ob prvi svetovni vojni in je šel. No, to je zdaj po tem človeku je bil kar nekaj posnemalcev, zato ker te sem že videl na internetu. Ja, zdaj imaš tega, tako je Mr. Methane, je en tip, ki je bil celo na Britain's Got Talent. Se to, ja. Kaj je bil ta sam? Prvo sem en link od ljudi, se opravičujem. Ampak ni zmagal, ne? Ne, ni. Je pa recimo en znan, tudi ta... Sorry, lahko sem vprašal, a mu je zmanjkalo municije? To je bilo vprašanje, kdo Nick Bass iz Chatruma. V glavnem, je bil pač Roland the Farter, iz 12. stoletja iz Anglije, ki je ohranjen pač njegov zapis v eni od kronik, da je služil je kot dvorni norček kralju Henryju II. Vsako leto je moral potem uprizoriti unum saltum et siffletum et unum bumbulum. Prav, en skok, en žviški in en prdec. Je pa v te Liber Fedorum v Book of Fis je noter tudi ne napisal, se pravi, da dejansko gre za... Ja, tako da tega Mare ne bo mogel debankati. Debankati, ok. Sam lepa bumbulum je kar všečno. Lepa latinska beseda se je zapomnila. Et unum bumbulum. Et tu bumbulum. Ne, ok, kasno. Ja, weird zadeva. Ampak kako smo imeli tak naraven prehod iz Luka harmonika? Reš, da to vse organsko se dogaja. Boki, ti imaš zadnjo, se mi zdi, ne? Ja, dobro, zadnja, ni neke direktne povezave, no, ampak ok. Probi povezati. Čakaj, bi lahko to povezal.
zelo težko, ker zaprt si, ne vem, kaj bi povezal, kar kot drugega, ampak ok. V glavnem, tako bom rekel, v Ameriki, v zvezdni državi, na Floridi, je ena mladenka, 23 let stara, Whitney Marie Beale, šla ven žurat, kar je kul, ne? To se sliši čisto normalno, gremo malo parti pa to. Razen, če je to film Mom's Night Out, kar je bedno in ne gledati. Ne. In ne, ta se dost epsko, tako rečem že, epsko se konča ta zgodba. In je potem, seveda se tudi med samim partijem v baru odločila, da bo prižgala periskopa, ne, oziroma periskop, ta vajin, tvoj. Ja, moj, jaz sem ga naredil. Tvoj, ja. Torej, aplikacija, kjer lahko uživo streamaš prek svojega telefona dogajanje okoli sebe. Ne? Ja, moram povedati, da 20% od vseh prihodkov dajem Gojcu. To je inside joke. Ne, Gojc. A nisi kakega periskopa gledal? A ja, valjda, ja. Za cajtom, malo dolgo lightningu, tako rečemo. Naporen trening sem imel. To vsi rečejo. Ja, si kar ne, no, ampak ok. In normalno pač streama ta svoj party in v enem momentu se odloči, da pač gre domov, ampak ne bi bil doben problem, če ne bi ona bila takrat že orang pijana, kar tudi, čakam da link, kar se tudi vidi potem v tem prispevku. Da ta Gašper Mišič nivo že? Ne bom se v politiku skušal. Je bil Jelko Kacin nivo? In je v bistvu streamala svojo vožnjo pod vplivom alkohola in hkrati govorila, kak je pijana, ne vem, sam posnetek je precej smešen. In normalno folk je to opazil in so poklicali policijo, so rekli, ena ženska se vozi pijana. En policaj je imel to aplikacijo, ki je bil v bližini, jo je najdel na periskopu in jo je lih v enem momentu, kjer je s prazno gumo se že zaletela v en znak. Na srečo ni bilo dobenih mrtvih in tak naprej, ampak ja, se pravi, streamala je svoj party v živo, na koncu pa v bistvu policija ali zaradi tega periskopa je uspela dobiti, uspela najti in zdaj se čaka kazenska ovadba in tak naprej in njen odvetnik je pa, kje sem že prebral na koncu, zdaj ne moram najti, kak je odvetnik napisal, glavnem ja, da se bo zagovarjala kot da ni kriva. Nauk te zgodbe je izklopte lokacijo. Izklopte lokacijo na periskopu, da vas ne bodo najdeli. Očitno ona ni izklopila, ja. To je kar mislim, dober splet okoliščin, da se je vse to zgodilo, ne več. Ampak lepo. Ja, mislim, ko pogledaš ta prispevek, pa ta video je res smešen, ko ona vozi, pa tak, I'm totally drunk, oh my god, pa tak vozi po cesti, pa kaj delaš? Anže, lahko bi bila nesreča, to niš smešno, mislim, boki, toliko se pretresam, da imena menam. To lahko bi bila nesreča, to ni smešno. Ja, sam res, že da je kaps videl, pa je ostavil. Ja, ampak v glavnem odvetnik je rekel, she's a young professional with a bright future. When her court date is set, I will be entering a plea on her behalf of not guilty. Shocking. Good luck with that one. Ja, America forever. Jaz sem šel pa malo gledati, kaj je glih kontra temu, ne? Te razborljivosti in kaj so najbolj dolgočasne web kamere, kar jih lahko imaš. To je bilo očitno polno razburjanja. Pač zdaj pred periskopom so te web kamere. Recimo imaš eno kamero, ki je na univerzi v Queenslandu in snemajo oziroma prenašajo živo eksperiment, ki poteka že od leta, mislim, da 1927. Da je pitch, se pravi ena ta oblika katrana, to nisem preveril, kako lepo je ta katran. To, če kdo ve, ne poišče, pa bojo. Mare zonit. In ima, da je pač stvar, ki izgleda kot trda na sobni temperaturi, da je vseeno tekočina. In imajo narejeno skozi nek lit, kot imaš zdaj te, veš, ta drip cup za kavico, ko si jo mr foto, pa te pol tako zlivajo skozi. In imaš pač pada skozi in vsako desetletje pade ena kapla dol. Desetletje? Vsako desetletje. Sicer ni čisto majhna kapla, malo večja, ampak zato pač stvar, pač pokaže, da stvar, ki izgleda kot trdna snov, je v resnici tekočina.
Okay. In kaj, webcam je dejansko? Ja, webcam je dejansko lahko spremljaš, ampak mislim, da je pred neparimi leti že dol padel. Zdaj se bolj nabira, ne? Ne bo, ja. Okay, štekam, da je potem imaš recimo, kar sem še najdel, kaj bi bilo recimo tako zanimivo, ne? V to smer, kot je bila ta, ker se vosi pa recimo imaš eno kamero, ki snima poročno kapelo v Las Vegasu. Tako da lahko vidiš, recimo, kam polka je folk tok pijanka ta, ne, kam se hod poročati. Je napisal tu v chatu, kaj je to TRC izlu. Ja. Trcizel, on je redni, on je bil že v glavah v chatu. Okay. Obstajajo tudi live streami od tega, kako se v gnezdu jajca valijo. Spoiler alert, še kar en čas ne. Ja. Pa v Teksasu ima ena restauracija, webcam, nekateri lahko spremljaš pač folk, ki se odloči sprejeti izziv in 72 ounce zrezek pojesti. Koliko je to ti zbil tam v Ameriki, ti veš, koliko je to 72 ounce? Ful, ja. Mislim, da ni glih 20 dek. Čak, to je webcam, ki to snema enega, kako je ta zrezek. Ja, tam imajo naštiman in pa, kdo pride v restauracijo, reče, zdaj bom pa jaz to pojedu in ga snemajo in prenašajo. Teh zgodb, jaz sem živel v Teksasu skoraj 3 leta in te zgodbe je kar nekaj. No. Mislim, najboljše je ono, ko greš v restauracijo, pa tiste res dejansko prave ameriške, tipične družine, kako se to poje, to je neverjetno, no. Kako to naenkrat pojejo. Ne. Enkrat smo bili, se spomnim, z družino v eni teh restauracij, mislim, da bili Chili's, se reče, taka veriga teh restauracij. Spoiler, pojedli so to, kakor tam 11-letnik. Ja. In se spomnim, da je samo en fotor v družini, vsake to, ko je šla kilnerca mimo, je sam rekel, water, sam to je govoril skozi, ker so dejansko to kedli, da je bil cajt samo zato, da so samo novo vodo naročili, sam to. To je bilo pravno taka rdeča zabuhla faca, na pol solzne oči, od tune pekoče hrane, pa samo water. Drugač pa Trcizel nam je zračunal, meni je super ta chatroom, 72 ouncov je 2 kile. Koliko? 2 kile. Kaj, mesa? Ja. Ja, valjda. Jezus. Pa čakaj, ti bi šel gledati ta web stream, če bi bilo... Če bi bilo 20 dek. Tele imamo in gadunajca. 2 kile je res veliko mesa. Ja, se zato pa snemajo. Ja. Tako da, ja. Ja, to veliko je, no? Kaj ne rečem. Ja. Več mesa, kot bi ga Shylock mogel dati. Svojega telesa. To je ta Shakespeare referenca za Mareta. Ki bo že spet letel, pa Jezusa imamo tudi v chatroomu in rekel, Jezus, yes, indeed. Hvala, Jezus. Zdaj, ko si jih pri Jezusu, a veš, da me v Španiji konstantno, že odkar sem dobil telefon, se pravi, par mesecev zdaj, mislim, pač to telefonsko špansko, odkar me en konstantno kliče in hoče enega Jesusa. Ampak tek Kaj išče za svojo bowling skupino? Ne vem, ja, bravo. Mislim, ne morem, da poja temu človeku, da na tej telefonski ni dobenega z imenom Jesus. Here no Jesus, man, here no Jesus. Teka, veš, hola Jesus, pa jaz eso no es Jesus, por favor, no llama más. Pa on tek, vale, ne bom več klical. Pa čez en teden Jesus, spet, pa pušča sporočila, pa pošilja SMS-e, pa kliče konstantno, pa hoče Jezusa. A ima kdo kak predlog, kaj ne naredim? Če citiram papeža... Če kdo kaj pomaga, lahko je. Boki, če citiram papeža Frančiška I. Jezusa nikoli ne smeš nehati iskati. Fair enough. Tip je pač ustraja, zdaj prepričanje, mogoče se mu je te številki sanjalo, ne, in jo je doživel v viziji, pa takrat, ko se mu je stigmata še odprla. Mojica 55 je v chatroomu napisala plot twist, Bog je sunil telefon Jezusu. Ja, sej. Ne, samo on te pač tukaj pižama rekel, ne, pač... Struje napisal, on je tudi mene klical, ko sem bil v Sevilji. Prekonsko je. Lepa. Mogoče to je človeka, veš? Sorry, ful dobri komentarji so. Reči, da si ti Jezus, pa mu odpusti vse. Mislim, da to bo mogoče nagrada. Ta je v redu, ja. Jaz sem hotel reči, mogoče, veš, obstaja en tip, ki kliče vse številke po vrsti in čaka, kdaj se bo Jezus odglasil. To je tudi dobro, ja.
Tako da, ja, no. Bog je Jezus, to smo se danes naučili, če neč drugega. Ne. Wow, Pa imaš zdaj, da imamo rojsten dan. Sem res, ja. Zdaj si predstavljaš Bog, ki se v jaselce vleže. To bi bila šele inštalacija. A bo to videl vsak enkrat, pa še enega rabimo. Ne, mi da bova Jezus, mi da bova Jožef pa Marija. Aha, okay. Točno to. Jaz sem obril pa Marija, ti už pa Jožef, ki imaš brado. To je to, ja. Drugač pa, mislim, da so bile to prve live podrobnosti in vert zadeve, ne, se temu reče. Mislim, da bomo to še kdaj naredili, samo da bomo imeli malo. Bom jaz doma, da bom imel ekran, da bom videl tudi te stvari. A se lahko jaz tudi kledar ga zrihtam, zdaj ka vem, kva narediti. Danes sem tudi že spet en napredek naredil z mešalko. Ne, lahko se ne zabavam, no, pač res. Sorry, sem ta chatroom je res do jaja. Pižama je pojedel vse 3 kralje, sam povem. Prenos, pa pri nas na RTV. Pa 2 lovca, pa 3 trdnave. Božič z Bokijem. Prenos pa pri nas na RTV. Božič z Bokijem. Uživo iz Postojnske jame. Ja, to je to, ja. In pa bomo pel. Zvezdice Božja mi gljajo. Ali pa snežinka, ki pada, to jaz znam. Ja. V glavnem... Vsaka čast. Ja, jaz admin povem, potem pa se zahvalimo in poslovimo. Tako da... nekaj se smejati. Mojca je napisala Božji s Tomičem, na mesto live piše legit, oziroma legit. Legitimni Božič. Legitimni Božič, ja. Tako da Medo je napisal, kdo za privat, da ni več leta 96. To je samo chatroom od aparata, to ni to ERC dejansko. Ja. V glavnem, podcast podrobnosti je valjda na aparatus.si, najdete nas tudi na Twitterju, kjer nesužen strokovnjak pač tvita na afna aparatus, podrobnosti počrtaj si, ne. Potem smo na Facebooku aparatus.si, lahko nas tudi podprete, to je na aparatus.si/podpri. Ful hvala vsem, ki to naredite. Dejansko Boki danes uporablja en kos opreme čist nov in se je kar obnesel. Očitno, tako da ful dober, zelo, zelo pozitivno, tako da res ful hvala. Valjda pa še zmeraj lahko nabavite šalca, to naredite pa tako, da greste na aparatus.si/salca. Zdaj pa, komu damo nagrado? Ne? Jaz mislim, da ta je kar zmagala. Ampak jaz ne znam tega nicknama prebrati. To je ta človek, ki je Ata Halanklio. Če sem to prav rekel. Halanclio. Tako še en model Renault. Ne vem, človek pošli mail na anze@aparatus.si, pa se bomo zmenili, kako boš prevzel ta žepni odmaševalnik. Ja, pa dej, da vemo, da res ti zraven pošli še MP3, kako izgovoriš svoj nik. Lepo, ja. Tako da, prve, nekako smo sfurali, no. Klej se še malo lovimo, pa ful hvala vsem, ki ste prišli. Ne? Jaz bom rekel ful hvala vsem, ki ste prišli live, zato ker ste prišli v chat, pa to, da ste sodelovali pri oddaji, ker ste definitivno naredili oddajo ful boljšo, oziroma bolj zanimivo, bolj smešno, ne vem, interaktivno, kakorkoli že. To bomo še ponovili, ziher. No. Jaz mislim, da razen tistega, ko naredimo res dejanski live z občinstvom, bi lahko ta live res delali pač prek neta. No. To se mi zdi nekak format za naprej. Zavir zadeve, definitivno. Zavir zadeve. Ne, pa sej le jaz tako pravim, no, če se bomo ufurali, pa da bom jaz to spravil na neko sceno, kjer bo to tako, kot smo se vsega do zdaj navadili, je lahko zaradi mene vsakič. Mislim, sam da nam preveč obljubljali, bomo šli v easy. Ne, tako da, ja. Najkasneje, če 600 dodaj. Ja. Hvala Jezus, ki je napisal Bog z vami ljudje. Če bi bil pravi Jezus, bi napisal jaz z vami. Jaz z vami, to je res. Dobil smo ga falota. Pa še enkrat res Iber, hvala vsem, ki ste klele, pa vsem, ki ste live poslušali, unika pa to poslušate, pač v podcast klientu, pa to, da veste, take stvari delamo, kako zgleda chatroom, lahko vidite na aparatus.si/eter, sprav eter. Lahko se kdaj dobite, že gre ponovati ob 3 zjutraj, ko ne more spati gor malo ircat. Ircat, ja, tako da lahko visite zaradi mene v kanalu, pa se pogovarjate med sabo. Vsak, kan že pride gor, mu morate dati op. Ja, morate mi dati op, ja. Tako da hvala Donster Cizel, ki si mi dal op, ne, ker si bil predvsem, ne. Bomo probali enega bota zrihtati, če se jaz to še znam. Res, da je leto 93. Bomo probali bota zrihtati, ki boš del na tem kanalu, no. Go punk zrihtal. Ja, to je več ali manj to, ne. Ta vamp turneja je prišla k koncu. In vamp nič manjši, pizda. Ja.
Rečemo, kaj bomo pa rekli. Kje se nas najde? Pižama, kje se tebe najde? Mene se najde na pizama.net ali pa pizama na Twitterju, pizama na Facebooku. Pa povabim vse, da pridete 17. imam v Koloseju Nivo, če še niste gledali, pridite prednovoletno, super bo. Pa zdaj, ker bo to čez 3 mesece, ne bom znova šele gost, lahko že kar tle povem, da se slovenski spletni klasiki postavljajo, tako da bo za knjiga bo za kulturni praznik, se jo boste lahko že prvošali, že malo prej. To je, mislim, da je tako res najboljše darilo komu za Prešernov dan, ta ikonoklastični. Ja, jaz sem že videl par strani, to lahko rečem. Okay, ja, in je super. Tako da Pižam že spet knjigo dela. Pa ja, pejte Nivo gledati. Boki, kje se tebe najde? Boki Nahbar na Twitterju. Pejte Bokija kaj gledati, če ste se videli. Ja, če ste se videli. Ali pa sam reči, kje je Jezus, se vas bojo. Tako je povedal, kam je treba iti. Ne, sem res, je prav čudno, no? Ko človek ne neha, veš. Ja, verjamem, lej, pa pač do fena imaš. V glavnem... Čudno. Jesus. Jaz sem na Twitterju Afna Anzeta, še enkrat Iber, hvala vsem, ki ste bili v chatroomu, res ful je fajn to delati, to mi je všeč, da ljudje prehajajo. No, zdaj, a že to se tle dejansko iskrijo oči, prav s trepalnicami, plapola, to je res, prepih dela zdaj s trepalnicami, to je vzhičen. Ja. Da, če se bom jaz prehladil, ste krivi vi, ki ste ga tako vzhičili na chatu. Tako da to je več ali manj to. Jaz rečem 3-4 zdaj in vsi rečemo bum balum, ker mislim, da to moramo na eni točki še reči v tem podcastu. Tako da 3-4. Mislim, da boš rekel, da moramo reči hvaljen Jezus za na koncu. Ok, bomo to rekli, bomo rekli hvaljen Jezus. Ok, 3-4 zdaj. Hvaljen Jezus. Job's done.